Ej, otroka je vrgel z stolpa dol, Juž. To je ful pozab. No, otrok bo zdaj letel. Kjere glave so to? 34, dragi Anže. Ja, to so, tako kot je Pižama rekel, 34 glave. Danes je torek, 24.6., ura je 21.46 zvečer in tole so glave podke za legitimno preživljanje prostega časa. Pižama, intro. Drage gospe in gospodje, lepo pozdravljeni v še eni ediciji glav. Danes se bomo ukvarjali z zadnjim delom 4. sezone Igre prestolov. Še prej pa seveda povemo, da ste vsi povabljeni, da nas poslušate, pustite kakšno oceno ali v iTunesih ali nam napišete kaj lepega na Facebook, kjer nas najdete pod imenom skupne mreže aparatus.si. Lahko nas pa tudi podprete z aparatus.si, poševnica podpri 4, 8 ali 12 evrov mesečno. Ta mesec z vsem, kar boste donirali, si bom jaz kupil nove šale za zajebavati, Anžeta, kaj si kupuje z vašim denarjem. Fair enough, to star. Na aparatus.si pa seveda še cel kup drugih podcastov in nove imamo, ne? Nove imamo. Zdaj Film Flow smo že zanč omenjali, imamo pa še update. Upgrade, pardon. Ja, nisem up to date z naslovi. Kaj je bila stanirana šala, zdaj to deluje. To se je skripta, ga ni zdobo. Ja, valjda. To sta Thor, ne, pa Uroš, imasta zdaj podcast o tehničnih novicah. Tudi, če poslušate tist, ki se že pogovarja z Američani, vam je uno čist preveč razumljivo, popajte njo poslušati. Ja, v bistvu, to je dosti res. Eden od podcastov, ki ga lahko slišite ravno tako na mreži aparatus.si, pa je podcast Iglu, podcast Impro gledališča Ljubljana, in danes delamo nov crossover, tako da mislim, da počas bomo že skoraj vse, edini iz Filmflova pa iz bluzanja še nismo imeli gostov v glavah, ne? No, pa seveda iz Upgrade, ker še ni bilo časa, danes iz podcasta Iglu, najboljši improvizator Impro lige v sezoni 2013-2014, sicer pa človek vedno lepega nasmeška in še lepših peg, Juž Milčinski. Dober večer. Živijo. Evo me, jaz sem kle s svojimi pokali v svoji sobi. Lahko vam pošljem fotko, res sem oborožen z vsemi pokali, ki jih je zdaj Pižama naštel, tako da in se imam fajn. Kakšen pa je pokal za najboljšega improvizatorja? Letos so bili eni taki mehni plastični pokalčki, pa en mini Jack Daniels noter. Tako da nekaj, ne? Dobil sem pa 2, ker sem dobil še eno posebno nagrado. Dej povej, kaj pa je bila posebna nagrada? En bolj pijanih improvizatorjev. Kaj je bila posebna nagrada? Za nek prizor, kjer sem bil en poštar, ki se je eni ženski posral v nabiralnik. Tako da vidite, na kakšnem nivoju je ta improviza, da je posebne nagrade za to. Najbolj ljubosumen. Odlično. To je pa dokaj odlično. Tako da ne vem, kje je iti odkle. Dajmo končati, ne? Hvala, to so bile 34 glave. To je to. Danes, ko povemo, snemamo na točno dan, ko je po svetu zaokrožila novica, pa nema se je to zgodilo danes, je bilo včeraj, ampak mislim, da je bilo danes, ne? Kraljica Elizabeta II. Je obiskala snemalni studio, kjer snemajo Igro prestolov in si je upala celo v bližino Železnega prestola, tako zelo si ga ugleduje, ne, in si verjetno misli, da ona pa že ne bi na čem takem sedela brez kakšnih ličnih blazinic iz kožuščkov korgijev. A niso, ne bom, to v korgije nam šlo. Kaj veš, da bomo en mail dobili, ko bo eden rekel. Proti temu, kaj so govorili o kraljici Elizabeti na Mock the Week, je to lepo sem nedožna šala. Pa vidim, da fulih je bilo teh igralcev tudi tam, ne, vse te neke Arya Stark, Sansa Stark, Jon Snow, Ygritte, ne, to se jih kar. A ja, Lena Headey tudi, Conleth Hill je ful, pa še vsi so, lepo se je sprejeli, lepo.
kraljico. Bomo dali link. Ja, bomo se od zapiske, spodaj, tako da boste lahko pogledali vsi. Taki lepi, kremno-beli oblekici z klobukom, ki spominja na mojo prvo obhajilno torto. Vsaka čas za ta spomin, pač, da imaš to v glavi. Recimo, da imam res to, ja, da to ni bilo samo za potrebe šale izrečeno. Demet, ok. Jaz ti vse verjamem, Ja. to je moj problem. Jaz ti vse verjamem. Mogoče bomo jaz ful nekih hudih zvočnih efektov danes vmes. A ste slišali to? Kaj je bilo to? To je pa Ja. grom, to je pa grom, ne, zunaj se bliska in grmi. Pri nas, Okej. tako da, če slučajno zmanjka elektrike, boste morali nadaljevati sama, ampak mislim, da je ne bo. No. Okay. No, dej, zdaj pa kam gremo zdaj? Na zid najprej, kjer dobimo končno rahel payoff za tisto, kar smo ostali na zadnje za na pol trdim. Kako je ta lep, pravilni literarno-teoretski in filmsko-kritiški izraz? Ja, John pride do Mensa Raiderja, Ja. kjer mislim, da smo vsi rekli, ja, se res, on je tudi kle. Ja, razen Matevža, Matevž si, ja, to je to. In- Koliko cajta ga zdaj ni bilo? 2 sezone. Ja, se mi zdi, celo ne. tretjo mislim, da ga sploh ne vem, če ga je kaj kazali. Ni, ne. Ja, kako te pogodbe izgledajo? A veš, pa ni presenetljivo, da je isti igralec. Tako. On je, a veš, on pride, on ni Gregor Clegane, ne, Ja, je ker Time še Lord, zamena. tako kot Dr. Who, ne, in menja te svoje podobe. Ampak ja, ne, in to moram povedati, ta obisk pri njemu, jaz sem, ne, kot se rad pohvalim, da imam tele scenarije. Tokrat je scenarij za desetdev je poln genialnih opisov, ne, in vsi spomnim tistega prizora, ko Mens pa John nazdravljata, ne, in ko ga John tako pač me hoče zagiftati, ne, in ono reče, da je njega sred, ne, nisem jaz to mesi darte, da ti bom dajal strupu čaj, in potem spije, ne, in tukaj je, they drink. John cannot hide the fact that fermented milk tastes like a day-old cock cheese. Oh. To je, Day old cock cheese. Zdaj, jaz se predvsem vprašam, kaj so te scenaristi, kako vejo, what's the taste of a day old cock cheese. Ja, hvala za. Okay, Vse za dober scenarij. Ne? Ja, kaj je to? En dan star tiči sirček. Ali? Ja, več ali manj. Ja. Zato Ne. tudi dobiš posebno nagrado na Improligi. Tudi, če. Če znaš to odigrati. Juž, daj odigraj, kako bi se oglasil nekdo, ki spije dan star tiči sirček. No, Spremeniš se tudi samo, če. ja. Oh, wow. Okay. Ampak je pa ne tukaj dejansko Mens, ne, pol, ima pa vlogo, ne, ima pa ta pogovor, je pa hud, ne, vleče se lepo pomenta. Ja, pa še tako je. Pač, fajn je, ker ta cel interplay, ki je bil pač John v bistvu vohun, ne, pa kako ga kle nazaj vzamejo. Tako, mislim, pač fajn scena je, ker se spomniš vsega tega. No. Tako, mislim, čist na meji povzemanja je že bila skoraj, ne, ampak dejansko meni funkcionirala fulno. Pa ta, ki Mensa Raiderja igra, ta človek in koli ne vem, kako mu je ime, ampak on je meni všeč drugače. On je v Tinker Tailor Soldier Spy bil odličen. Tako da, Kaj je že? Ja, se jaz le, nikoli ne veš, to je en od unih, veš, dead guy, a ne, Ja. en od teh igralcev. No. Sam ja, moram reči, je pa res, da so že spet očitno prešparali pol za CGI, ne, ker to, kar pa uleti, ne, nasmejani kralj, a.k.a. Stannis, ne, ko on uleti, zgleda pa tako, no, mislim, zelo Lord of the Ringish. Ja, ampak on, ne, evo, Kjaran Hinc je. Aha, okay, Kjaran Hinc, no. Ja, njega je veliko, samo ne 10 ali 100 tisoč glave vojske divježev, pa ni nekak, ne, pa tudi malo dvomo, da so se vsi v unem malem gozdičku skrili. Ja, ampak gremo to upravičiti s tem, da oni vejo, kje je Mens in direkt pikirajo na In potem se vsi, on reče, stop, in vsi ga slišijo. Ko imajo to te je bilo meni. in-ear monitors, imajo. Ja, to je bilo tudi meni verjetno. Ne, čeprav je fino je ko ga hoče rešiti in pol uleti en na konju, ne, kako hoče en stani se obiti in ga podre. In tam je bil en lušten gif narejen, kako ta tipka za lafa so čest naredili, Leroy Jenkins!
Koliko ljudi misliš, da ve za Leroya Jenkinsa? Ja, lej. Folka posluša glave, slepo da res. To bomo tudi dali. Ko sem bil takrat na Špilu, v Esnu, ko sem bil na svetovnem Katancu, ko sem imel pač tak mega velik štand za Magic the Gathering, sem imel tako neke 2-3 karte narejene, take velikanske stropa dol obešene, 2 metra krat metra ali še večje, tako ena od teh kart je bila Leroy Jenkins. Lepa. To je, če za uneke ne veste, en legendaren YouTube video, kjer en model pač pokvari zabavo večjim ljudem. To je vse, kar bomo rekli. Pa lahko pogledate, bom dol link od spodaj. Ampak hkrati priredi zabavo milijone drugim. Ne? To je res, ja. Če gledamo utilitaristično filozofijo, je potem ravnal prav. Ja, v bistvu je prav naredil. Ja. Kamikaze. Ja. In pa imamo ves ta povzetek, še mens, pač, kako John pove, kako moj half-hand naročil, naj se pridruži in da njega ubije in vse, ne, in imate res tako oren. Ta res Karen Hinz je taka, veš, tak tip Tywin Lannister, ne, pa meni zradi, oba imata ta nek gravitas, oba igravca, ne. Ja, pa sej, to je ful dobro, da take najdejo, ker pač morajo biti tako pragmatični, se mi zdi, da pol vse, kar rečejo, ima malo večjo težo. Saj menno. Je pa tako, pač, kot sem prej rekel, ne, CGI pa to polka uletijo, ne. Že spet po moje eno od unih momentov, če nisi bralec, ne, je kar presenečenje, a je twist. Jaz bi skoraj rekel, da je, ali ne. Ja, Juž, ti si bral knjige? Poslušal sem do 3. knjige, sem v bistvu audio knjige poslušal v avtu, ker se dost pelem, pa ne znam prav dobro brati, tako da nekaj je. Ampak to ni bilo lih presenečenje za mene. No? Aha, ni bilo, ok, cool. Mislim, ja, če je prebral, on že do 3. knjige je bral. Je pa sej od 3. Ja, valjda, ja, ok, 3. Ja, to je tudi res, ja. Ampak ne, tako, mislim, da posneti bilo pa tako, da je kao, aha, ne. I see that. Ja, I see that people, ne, tak, da je malo twista. Ja, niso takoj pokazali, kdo bo, ne, tako kot tudi v knjigi tam, ki navajo direkt in ga je presenečen. Mislim, da res ljudje, ki so ga čistko, pač on je šel temu, ne, prej Stanis je šel, pa Deva sta šla v Bravos in pa se tam pogovarjajo, kam bojo šli naprej in Melisandre se z Seliso pogovarja, kam bojo šli, ampak nihče ne pove, kam gredo, ne. Ja, v bistvu je. Tako da mislim, da je bilo mišljen kot presenečenje. Pol smo pa še kar na zidu. Pa ja, dajmo ostati gor, ker pol ima Emon Master Emon ima ta lep govor za pokojne brate, ne, in John vidi tam Melisandro skozi ogenj. Ta posnetek je bil kar v redu, no. Tako, moram reči, tam čez ogenj mrtvih bratov videl na modelko. Pa tako v lep nastavke za pol za naprej, ne. Ja, za ta fight, ne. Tako da, pa pol Tormund, ne, ki je meni zmeram bolj všeč v seriji. Na začetku mislim, da so ga zadeli, ampak tako zmeram bolj mi je cool, no. Ma sta en fajn pogovor, tudi do igrit, ne. Se malo pogovarjate, se spomnimo, da je Jon zgubil bejbo, ko ga je tam malo kak bloknil, kar smo zanč rekli, še zmeraj ena boljših stvari, ki smo jih zanč rekli, če me vprašate. Tako da, če res. Ja, pa potem ta scena, ki gre pa Jon igrit pokopat. V tisti gozdiček, kjer sta on pa sem prisegla, ne, takrat v prvi sezoni. A ja? Ja, se vidi, kak je ta krog teh vršakov, ki se vidi ta belo drevoje, ne. Wow, to pa nisem sploh pomislil, ne vnaprej. Tako da jaz bi mogoče nazaj, to je res tako zelo tako ganljiv, čeprav tam kar malo čakaš, kdaj bo prletel kakšen White, mogoče mimo, ja. Ne, je pa to zanimivo, ta pogovor, ki ga imate, evo, to je spet, kako je napisan ta scenarij, ne, tam, ki jih zažigajo, ne, in se slint, ne, ta prpa, dežurna, ne, se pač pritožuje kao barbaric ritual, burning the bodies, it's the wildling way, not our way, ne, in mu ed tako. Those are my friends burning. You keep talking, I'll slice your cunt right off and toss it in the fire. In potem tako naslednja vrstica, ki je opis, Slint does not keep talking. Pa zakaj misliš, da je to tako napisan, pač, da je še tam že? Ne vem, oni so se zabavali malo še, da povejo, da ne, a ne. Ampak tako lepo se prebere. Glavno, te smo pa na severu skoraj zaključili, razen če gremo kar takoj še na drugo severno, ali bomo počakali, pa gremo po vrsti.
gremo po vrsti, raje, po mojem. Ja. Ker imamo Mirin. Ja, ker je že spet so najdeli enega igralca, ki ga Ben nikoli ni videl, pa ful dobro igra. Ta fotor, ki je v letu, že spet res en tak fajn modelko, ki reče, da bi v bistvu nazaj bil sužen. Ne? In klej je že spet to, kar mi da spižamo, non-stop hvaliva, pa to juž bom tebe pol vprašal. Ne? Ampak tako, te weird detajli, ki jih Martin noter daje, ki ponavadi v knjigah manjkajo. Ne? Da ni samo, prišla je, rešila je sužnje, sedaj se sedi tam in mleko, vsi živijo srečno. Ne? Ampak da pač naprej pele to pač, politiko oziroma pač sekvenco, kaj se zgodi, če kar naenkrat sesuješ neko družbo, ki je pač imela sužnje. Ne? Tako da, ne vem, Juž, povej, če je bilo kleno to vprašanje sploh. Ja, je, ne, sej, to je ena taka povezava na realni svet, ne, glejmo Irak pa Afganistan pa to, ne, iste stvari. Slovenijo. Svobodili smo vas, sklevate certifikate, izvolite, vzemite. Stanovanja, gospod Jazbinšek jih je ponudil. Ja, to je res. Ne, to je super, no, da so res pokazali, da ni zdaj vse tam zlato in te denarec gre počasno dol vse skupaj. Ja, v bistvu, mislim, tako ta pazančka je imela speech, ne, I will rule, ne. Je tako, pač tako Martin reče, ok, zdaj boš pa vladala. ja, in pa se vzadu glasi. Ja, on si bo nekaj prste oblizuje, kaj bom sedaj naredil. Ja. Ampak to je, veš, recimo med tudi pri knjigah, ne, se tle ljudje dost, kako je s tem, ne, kako v Mirinu, pa kaj se dogaja, pa zakaj, ampak točno to je realno, ne, a veš, zdaj, ja, una klasična fantazija, osvobodila sem Mirin, izvolite sužnji, lepo živite naprej v miru, sedem na svoje zmaje in odjezdim v zahodnje, ne, in je tam, ampak... Pa pojejo en musical zadnje, kraljica. Ja, pa let my people go. Ne, sem to res, pač dejansko, res to, ne vem, to se mi zdi, da je en bolj močnih stebrov, na katerem stojijo pač te bukle, no. Ker sej te fantasy writeri načeloma ful probajo razdelati te svetove, ampak le se res pol vidite, veš, recimo zdaj, to so zmerno te nehvaležne primerjave, ampak tako s Tolkienom, ne, veš, ko tam je vse to malo tako pometeno stran, pač ja, zadeve kar nekako malo funkcionirajo, veš, ta pa res pol razlaga to čist mehaniko, kaj se zgodi, ko se kraljestvo razpada, oziroma ko se tako družba spremeni, da suženstvo ukineš, ne. Se mi zdi, da res, meni je fajn, da v bistvu so to ta glavni vzvodi, ki peljajo stvari naprej, sploh pri Daenerys. Ko pride tata in reče, saj mi je všeč tukaj, ampak jaz bi šel nazaj v Jugoslavijo. Ja, več ali manj, ja. Več ali manj to hoče. Tako da, ja. Jugonoslavija. Ampak samo za eno leto. Samo za eno leto greš. Lahko se oblačiš v pionirčka in prepevaš pesmi Bijelo dugme. Ja. Pa greš pa nazaj v Velenje. Ja. Pa ne boš več. Naš rudnik, ajmo. Ja, pa kle se pol že spet pokaže tale, kaj Baristan, ne? Se že spet pokaže kot wise mofo, ne? Ja. Zdaj že par je v teh globokih, ne? Že tam, ki je sužne dala križati, je rekel, mogoče to ne bi bilo kul, ne? Tako da pa kle je tudi rekel, zdaj bojo pa te vsi sužni, te lastniki sužnov, da bojo vsi planili po teh enoletnih pogodbah. Je pač isto kot sužen, zato da ti prekarni delavci, ne? Več ali manj, ne vedem, kako je to. Glavno, veš, mogoče tudi Jelko kot Simpol vmes prišel, jaz bi zdaj tle, kad nisem bil izvoljen. Pa so pa še enkrat v bistvu ponudili zmaje, ne, za zadnji del. Čeprav najprej moramo to povedati, kako pride, ne, pač pastir in mi smo že vsi tako navajeni, one se vidi, kako so navajeni, še en je prinesel ovce, koze, neki, ne, kao bojo dal, ne, in potem se vidi, da je zmaj punčko papal, ne, in je jokat sem se začel in ti se kar mučem priznam, tako kar so jo škaj mesli tam, kaj jo razvije, kaj jun okosnak v taki pozi, kaj se vidi kamune roke pred obraz. Ja, kaj tako, a veš, kaj lahko bi dal tam par kosti tako, lej tle na meč, ampak ne, prav naredijo tisto, da vidiš in krik trpljenja, ne, pred smrtni v tem. Je tista taka vizualizacija tega, da te kar lopnemo, kar obsediš, sploh če si človek z majhnim otrokom.
Ja. Ali pa če imaš mravlje doma, jaz imam mravlje doma, pa sem bil isto gorčen. Se držijo za face, ko jih zažigaš. Ja. Sam ne obraz. Ne mojih lepih tipal. Ja, ok, pol pa Daenerys zaklene ta manjša zmaja. Ja, pelje jih na gmajnice v zavetišče. Ja, jih da v katakombe notane. In je to kar tako, tle moraš biti pa fan Martina, da ti je to touching, ne? Oziroma mogoče mi, ki imamo mravlje doma, smo tle bolj, nas je bolj stisnili pri srcu, ne? Ampak ja, tako, dost, mislim, meni je cool, ker isto kot v knjigah, ker ti tako ne ve, tako začne te zmaji končno prehajajo pod vprašaj, da niso tak ultimate weapon, kot so bili na začetku. Ne, pač spet orožje množičnega uničenja, ne, so oni. Pač spet lahko pač vzameš neko to usporednico, lahko tudi z jedrskim orožjem ali karkoli, ne. Pa zdaj so na novo, tako so že vsi pozabili, kako jih je imeti, ne, in zdaj imajo čist neka nova neraziskana sila, ne ve, kako se bojo obnašali, ne, zdaj nimajo nekih odmaknjenih tihomorskih atolov, da bi na njih sprobavali zmaje, ne, in potem je malo jebica. Ja, tako, že spet ena ta stvar, ki je pač Martin pelje zadeve tako zelo pragmatično, logično in ja, če imaš tri zmaje. Ja. Juž, kako je pa tvoj bil čustveni odziv na to sceno priklenjanja zmajev? Jaz nisem čisto razumel, a je ona zdaj žalostna, ker bosta pač te dva zmaja tam v eni kleti, ne? A je ona zdaj žalostna oziroma pač malo razočarana sama nad sabo, ki jih pač ne zna obvladati. Ne? Ja, ok. Je ona zdaj pač zaradi sebe žalostna, tako ima šitno, ne moram teh bolj mastifov pač očitno jih obvladati, moram jih dati spavati. Ali je to zdaj pač v tem smislu, da zdaj bosta kle v eni kleti, bo ga revčka tam zaprt. Ja, jaz bi šel, jaz glasujem za opcijo B. Wow. Je pa vprašanje, kje bo zdaj tretji zmaj, ne? To je pa res, ne? To je pa res. Ampak, zato ker smo mi dobri ljudje, bomo šli naprej zdaj. Tako da ja, pa smo pa, že spet, naš sitcom. Ja, Brienne in Podrick, drama, in pa potem tako. pa Pes in Arja. Ja, zdaj pa pižama povej, kje je kle drugač kot v knjigi. Je drugače v knjigi to, da tega v knjigi ni. No, my point exactly. To je to, ampak je super jih je bilo gledati. Meni je bilo, zakaj je bilo to super? Zato, ker je bilo uno, če bi jih pa zdele, še oni se nategnili pa bi rekli, zgrešili smo se za 10 minut, pa bi pa res meni se zdaj, ne vem, tudi vzel eno težko knjigo, pa še v vrštu sosedov TV. Ja, jaz sem isto razmišljal, sem rekel, zdaj je loser, zdaj je ploska, zato ker so se zelo srečali. Ja. Ja, ško loser je tako, yes. Ampak dobimo pa eno, pa to zdaj govorimo o Game of Thrones, ne, eno bolj brutalnih fight scen do zdaj. Genialna, ta fight scena. Juž kot dobitnik nagrade za tretji najboljši pretep v Impro ligi letošnje sezone, povej, kako se tebi zdelo to skoreografirano. Zelo lepo, no? Tudi da ženska na koncu zmaga, mislim, da je bilo glavno, no? Da res ga je Oren prefukala. No? Čeprav vmes ima Hound par takih zelo die hard Bruce Willis momentov. Ja, ampak pa pokaže, veš. No? Ni, ne, tle on pravi, kako je, da je bil Rory McCann, ne, v tem pretepu, ne. Prav, why does everybody want to buy the Hound, ne, tle, ki pač k mu Brienne Suareza izvede. The bite was payback, though. I did kick Brienne between the legs. I feel like there were a lot of fans who were maybe Team Hound that switched to Team Brienne when I did that. That was literally below the belt. The stunt team was desperate to get rid of the swords as soon as possible, just to get really down and dirty. They came up to me and asked, "Are you all right, mate, about kicking her in the fufu?" I know what a fufu is now. Ampak je pa, da so ji dali, pač posnetje je bilo tako, da so ji med kolena zavezali en močen pas, in pa kaj brcnil, res lahko z vso silo brcnil, ampak je ustavil. Ne.
A ja, pas je imel. Aha, Ona je imela okej, pas, tako da je on lahko brsal, da se zgleda realistično, ne, ampak ni bil pa tako, ne, tako kot je pa Gwendolyn Christie rekla, ne, ni bil taka pusi, kot Nikolaj Coster-Waldau, ne, pazi, zdaj to Boki ni Jon Snow pusi, ampak je Nikolaj Coster-Waldau pusi, ga prav, da je prejšnjo sezono, ne, da je sta se mečevala, rekel prav ti, a lahko 10% manj, da me ne butaš na polno, prosim. Te dva sta pa čista in ta Gwendolyn Christie prav čist, kako je noro, da je bilo, da je bilo res, prav res te boli, čustva vrejo na dan in kar vreščiš in sploh, da je, ne. So certain things that are done that are very real and you're genuinely scared because you look into the other person's eyes and they mean it. It's frightening. This is one of the few times I've not had to do any acting. I was screaming, fuck you, come on. Blood everywhere, going insane. It's fucking mental. Je pa nafehtala, da bi hotel se reči, bi imela gumijaste meče, ne, pa reka, da ne bom tega s tem mahala, da je ta prav meč, čeprav težek, ne, in pol je vprašala tudi Dana pa Davida, če lahko ona ta outkeeper dobi zase, ne, in sta se ona nasmehnila in sta rekla, ko umreš. To je preveč. Karkoli smo zdaj rekli, sploh ne vem, smo kaj povedali ali nismo. Nismo, ne vem, smo. Ja, ne vemo. Ne, ampak je bil pa fajt je bil, ne, čisto super, res tako, izredno brutalen in neposreden. Ampak, sorry, povej. Ne, kar izvoli. Ne, hotel sem samo to reči, da že spet niso šli čez uno mejo, ki bi bilo smešen. Dejansko je gori, no. Ne vem, saj meni niso nikoli naredili pač v njih par sekund preveč, da je bilo pač že mal, lej, krine. Ampak ta je bil kar brutalna zadeva je bila, no, v bistvu. Ja. In pa imamo uno, ne, ki ga premaga, kje pa zdaj Arja, pa podrek, nimam pojma, ne, bila je tukaj, Arja izvede to Hilda Tovšak potezo, ne, in nihče ne najde, ampak pol se pa prplaz dol, ne, iz višin in ima da super ta prizor s Houndom. Juž? Ja, pač umira, ne. Ne, fajn je, ker tam pokažejo dejansko, kako ona pogleda tudi te njegove rane, ne. Ni je pač jasen, da mu ne more pomagati, pač tudi zažgati ne more ran, ker se itak Hound boji tega in pač reče jebi ga, ne. Ja, se jaz mislim, da če ti kost gleda van z noge, tudi če zažge, ne kva da sežeš. Ne vem, niso še probali, lahko bi probali. Namest gipsa, ajde, dajmo klejeno baklo, da vidimo, kaj se zgodi. Ja, ok, to je res, ja. Sam je pa cool, pač ta, ki ga pusti umret na konc, ne. Je zelo taka Arja movie je to, no. Pa že spet ta modelka presenetljivo dobro igra. No? In potem pride Arja v vasico po imenu Soline in tam na dogledu ni nobene hiše Joška Jorasa, ampak ladja. Ja, ne moja ladja, ampak ladja. Ladja, ja, ni še tista ladja, ki jo čakaš. Ne? Res je. Ja, je pa že spet, končno smo dočakali Valar Morghulis še eden, ne. Najbrž najboljši Valar Morghulis. Ker ti se vidi res prestrašen deluje, ne, res. Ja, no, lej. Ampak meni je ta scena, jaz sem to čakal malo, no, iskreno. Jaz sem upal, da se bo tako končal, da gre ona na ladjo, pa da bo pokazala kovanc, sploh zdaj to, ker imam ta kovanc, ki ga je HBO dal, ker imam enega doma, sem hotel iti kariskati, pa se začeti dreti. Valar Morghulis. A si že probo iti na kakšna ladja pa? Ne, bom. Letos na morju. Letos na morju šel da enega čičata, tam v Istri. Rekel, Valar Morghulis, kovanc kazal. Pa videl, če me kampele. To z veslom te bo po glavi udaril in vrgel. Imamo posebno kabino tukaj za vas, šproc. To so zdaj ti evropski evri. Tako da ja, ta je meni tako, fajn si je, pa še una je dobra, ki reče kao, ne, more silver won't help you, ne, pa uno pokaže, pa čist, what, ne.
Tako da, jaz se bo, valjda, Juž tudi že ve, ne, pol, kam gre Arja. Ne ve, to pa ne ve pol to. A ne veš, Juž, kam gre Arja? Kaj pride, če sam 3? Kaj misliš, ne, ve, da gre v Bravos, ne, zika, da je Juž. Ok. Ampak, nekaj se gre učiti, ne? Ja, resmo. In tukaj pride pa zdaj ta, da pravijo, ne, to so zdaj te casting mislim, niso casting spekulačniki že, ampak Bojda, ne, se je pojavil na te agenciji od Toma Vlašihe, ki je igral Jacka Garja. V drugi sezoni se je pač pojavilo to pri njegovih agentih na spletni strani, da bo spet aktiven v Igri prestolov, tako da lahko računamo, da se bo Arja znova srečala z njim, se pravi najbrž spet starim obrazom, da ga je vmes spet malo prevekslal. Kdo je že ta Jackan? Ki je ubil za njo v Harendvoru tist. Točno. Ja, tako je Dako Vance v bistvu. No? Ja. In kjer se začne Valar Markulis zadeve. Tako da, ja. Cool. Zdaj, ker hočem kovanco roke, pa se o tem pogovarjam. Kje ga imam? Se gledaj, če gruntam, kje ga imam. Ja, zato. Ok, pa zdaj kaj, Arja odpotuje? Arja odpotuje, to je bil sicer zadnji prizor potem, ne? Dela, kjer je bil tak lep, tako panoramski. Te Graves je rekel, že se je rekel, pač itak, da so bili spet čist brez keša, pa rekel, ne, jaz bi tako naredil, da se vidi, da je full, da se razširi. Pa se rekel, ok, v redu, naj ti bo full dobro zgleda. Ok, zdaj gremo pa Beyond the Wall, klej pa jaz sam ali vajeti prevzel, če lahko, ne? Izvoli. In ta drevo. Vajeti katerega od 50 vrst konjev. Ja, a to ste videli na Onionu članek, kao zajebanski, jasno, ker je Onion, ne, in ker nismo slovenske novice, vemo, da so zajebanski. Kako George Martin prav, kako se je izboljševal s pisanjem, kako da v prvem delu ni imel pojma, kako konj zgleda. Ste videli ta članek? Ja. To bomo dali spod link. Ja, bomo dali link, ta je res dobro. In tako, it's a horse, pa tako, da kako ima grivo, pa tako, veš, čisto take osnovne zadeve, pa če res smešam, pač. Drugače pa, ja, no, to sem hotel reči. Zdaj pa ta del, ne, je meni v knjigah zmeraj bil najbolj beden, ne, ker sem zmeraj bil mal šokiran, da gre tok v neko mistiko oziroma tak magic, je tle največ nadnaravnega prisotnega. Mislim, največ v tem smislu, da je zelo tak, da sploh ne veš, za kva se gre, no, več ali manj. Ka Bran pride, ok, vidimo drevo, pa te v kostnaki uletijo, to mi je bilo malo weird, čeprav to zdaj reče človek, ki je čisto navdušen nad White Walkerji, ne. Pa se niso bili čistko o kostnjaki, dejansko se sem še full mesa, gor bili so pač te neki neživci, ki so pa bili mečken hitri, no. To je bilo, mečken so bili hitri. Ja, samo moj point je pol, ki pride una Tinkerbell, ne, ko leti in človek v drevesu zavit, ne. Ti si je bilo meni že tako v knjigi, malo to je edina stvar pri teh buklah, ki mi je bilo tako, kles pa mogoče, če ta spektr pokrivaš med kao, jaz bom pisal pa bolj tak realen fantasy, pa čisti fantasy, kjer ljudje letijo po luftu, ne. Ta del se mi zdi najbolj pri temu. Ja, ampak veš, tle kaže, da nekoč je bilo to, ne, in med tem, ki je ta svet pozabil, zdaj oni spet to pač določeni liki odkrivajo, ne, tako kot se vsa ta magija začne prebujati nazaj, ne, tako kot Melisandre prav, kako je kar naenkrat pogruntala, da je njena moč bolj potentna, ne, odkar so zmaji na svetu, sicer ona ne ve, da so to zmaji, ne, kriva, ampak pač, da v zadnjih letih je ful večja ta moč, ne, in tudi ta ognica, recimo Wildfire, ne, ki jo mečajo na v temu Battle of Blackwater, je tudi vsaj v knjigah je razložen, da pač da je zdaj kada ima malo večjo moč, ne, tako, kar naenkrat, in magija se počasi vrača v ta svet. Meni je pa cool, ker vse to ostaja nekje zamejeno, ne, ni zdaj to, mi vemo, kaj se tam dogaja, drugi nimajo pojma, to vejo tam 4 ljudje v knjigi, ja, kaj se dogaja tam noter, ne, čeprav tlele so te, meni je to malo presenetilo, te moramo zdaj povedati za tiste, ki niste brali knjig, namreč tlele so zelo skrajšali to popotovanje od Brena in druščine onkraj zidu, ne, za par poglavij hoje, čeprav so dodali zdaj tisto, ko se skoraj da srečajo z Johnom, ne, v Crasterjevem braniku. Ampak oni se tam sprehajajo potem in imajo nekega spremljevalca, ki se mu pa reče Cold Hands, mrzloroki, je pa tak človek, ki jezdi v pitja, sprav tega velikega severnoameriškega jelena in je oblečen v razcapan plašč nočne straže, skozi ima kapuco čez, da se obraza ne vidi.
oziroma je skrit, ne, v sencah te oglavnice, roke ima pa mrzle, totalno, ne, tako da se domneva, da je to en White, ne, tu teorije celo, da bi bil to mogoče Benjen Stark, ne, ki tam v prvi sezoni izgine, čeprav pol se izkaže, da je to malo starejši človek. In v glavnem in ta že pomaga Samu pa Žilki, ki hodita dol na jug, ne, do zidu in potem se tam pač sam zamenja in Brena spreme in jih spremlja. Ne. In tam je en ful dober, kako oni, ta prizor, ki jih neki te napadajo, pač divje že mislim, da kdo jih napade, tako in potem on gre in jih premaga in v naslednjem pol dan, ko pride, tle sem pa tudi neko svinino najdu, bomo meso jedli. Ja, meni je škoda Cold Handsa, jaz ne vem, mislim, zdaj so v bistvu ne morajo ga več not propeljati, realno gledam, ne. Tako, da bi ga več naknadno, glede na to, da so ga kle spustili, ne. Kar je da škoda po svoje, v bistvu, no. Ker meni je, pač on je bil že spet eno do njih takul random likov, ki malo letijo pri Martinu vmes, ne, tako kot prej gospod Valar Morgulis, ne, in podobni, ne, sam pač očitno bomo brez njega preživeli Beyond the Wall, ne. Ampak, ja, si pa rekel to, ko so skrajšali, so pa res skrajšali. Ko imajo te kar naenkrat možnost skrajša, ampak to je mene, veš, pa kar naenkrat te Children of the Forest, ne, se pravi, otroci goza, kar naenkrat mečejo te neke ognjene krogle, ti se bo tako malo, až se bil lep efekt, ne, ok, ja, veš, buv, ampak pa se sprašuješ, če te znajo tako ognjene krogle metati, ne, kako to, da so prišli prvi može potem, kaj v zahodne, kako so jih tako zlahka pregnali, ne. Sicer se tiste vojne so trajale dolgo in dolgo, ampak le kako. Tle mečka le, ja, čeprav mogoče zdaj, ampak a veš, zdaj tle spet preveč gledamo mogoče to mitologijo knjige same, ne, ampak tem pustimo se presenetiti, kako bo to delovalo v sami nadaljevanki potem, ne, ker sam fight pa so bili pa to tako eni bolj, moramo priznati, eni bolj realističnih okostnjakov oziroma zelo oguljenih trupel, kar smo jih videli, mislim, da. In tle spet ta Graves, ne, je rekel režiser, je on, kako je bil prav, rekel, imamo te zombije, ki smo jih že imeli, ali so lahko malo bolj zlobni, ne, prav, kaj, če bi bil kar tako, ti bolj skeleti pa malo bolj hitri, ne, in so naredili, in to je, kar razlaga, kako so delali, ne, da so imeli tipe, ne, so imeli dejansko kaskaderje, totalno suhe, prav skoraj da anoreksični, ne, to je tisto, ki bi Patton Oswalt rekel, pač, da so taki, ki bili na heroinu, pa pojedali eno riževo ploščico na leto. So pač, in so nosili, ne, neke te kostume čez zelene trikoje, ne, da so pol nasneli in kako bo vse to zgledali, ne, da so jih prav postavili, pol, preden so pol zares s CGI-jem in z vsem, ne, delali. Ja, sem že spet gledal ta kvaliteten CGI, ne. Ne, se pravim, ta je super je bilo tole narejeno. Te so bili pa fino, veš, kjer niso povedali, da to bo, ne, v benmu trailerju ni tega kazali. Ne, in je bilo res totalno presenečenje, čist za vse. Aha, vojska skeletorjev. Ja, horda, ki je pa manjkal. Sive. Ja, kaj že straško se pretvori v strašno tigra. To je bil pa Pavle Ravnohrib, ne, kaj ti ko reče, grad Grejskal, male sive celice, a ja ne, lobanje. Ta Pavle, smeri s to sivo barvo povezan. Konstantno. Ja, pa tega so pa ful manj fantazijskega pol naredili v knjigi, ne, pa zdaj se pričujem, ker spet malo primerjam, ampak tega trovkega vrana, tam je veliko bolj združen z drevesem, ne, mu kar ena korenina skozi eno očesno zrklo ven že poganja rahlo in je tako veliko bolj združen z drevesem, ne, in tam je pol ta moment, ne, ki mu končen Bran reče, veš, kaj ne bom hodil in ga on tako pogledal, nikoli ne boš hodil. Ne. Ja. In pade vse, da ga, zato sem šel, sem pa, boš pa letel.
Pa pol ni toliko navdušen, jaz bi bil bolj navdušen. Ja, malo je tako, ja. Malo je tako, Mogoče, se pravi, vse skupaj je metaforično. Ja. Ok, next. Imaš še kaj? Ja, imaš še kaj. Lahko kaj drugega. Juž, kako se je pa tebi zdel ta dokaj najbolj magičen odlomek v celi seriji? Je zanimivo, kako se otroci igrajo z ognjem, ampak obvladajo te zadeve. Ne? Je pa lepo, da se pol izda, da v bistvu niso otroci, ne? To so pravni stari ljudje, ki obvladajo te zadeve. Ne vem, Ja, to je. fajn. Šibajo so, tako, malo je bilo strašljivo, ne? Pa bo zdaj, pa še, opa. Tako, magično. Magično. Ja, no, mogoče res tisti, ki ne veste, ne, pač, bolj sam nadaljevanko gledate, da otroci gozda so prvotni prebivalci. Zdaj, mislim, takrat so bili tako, otroci gozda in velikani so nekoč živeli na tem kontinentu in otroci gozda so bili taki pritlikavi in tako v enem z naravo in njihov jezik je pravzaprav so kot pesem, šumenje vetra in listja se je slišal ta njihov govor oziroma pesmi, ki so jih peli, tako da, ampak so se pa tudi naučili človeškega govora in so rekli, pojdimo v kraljevi pristanek. Ja, wow, kašen segway, to je pa ti profesionalc. Ne, 4 dni sem pisal scenarij. Pa je pa Juž rekel, daj to stran, pa mi je napisal to. Okay, tudi to piše sicer v scenariju. Kaj? Tudi to je pisalo v scenariju, da razkrijem. Drugač pa pač gle uleti, kaj je Quiburn, ne? Quiburn, ne, tako bomo rekli, ki je pač ta Dr. Frankenstein, ne, ki se res gre. Jaz ne vem, kva on tam dela, ti si tako največja igla v zgodovini človeštva, jaz ne razumem. Ja, le, Gregor je tudi kar dokaj velik mož v zgodovini človeštva. Ja, mislim, da je una weird, ogromna igla komična, posledica tega, da pač res to ni medicina, ampak je pač en model, ki bo mal kri pretakal med ljudmi. Ja, da ni te neke finomehanične izdelave predmetov, nima še CRC-ja pa 3D printerjev. Ja, tako da... Predvsem 3D printerja nima. Ampak ja, potem. Ampak logika je kao ta, ne, da pač The Mountain preživi, zato da potem Tyrion lahko umre. Ne? Ali je še kaj kle zraven? Ker sem to že malo pozabil. Ko reš, to je edini point je to. Cersei hoče pač, da The Mountain preživi, da ne bom enega dvoma, zato da Tyrion krepne. Ker nisem tako, kar si zanč rekel, da unka prvi umre. Ne, unka prvi umre, to sploh ni več for, ampak ono je tako, veš, pač, aj bo kar tak zaščitnik, ki ga je mal škoda, veš, enega tazga velikega bodyguarda, ne, da bi se ga sploh... Ja, sem zakaj pol tam kar reče, veš, ko ga bo kaj spremenil, pa ne vem, lahko bo čist drugače, whatever. Ja, ampak ne vemo, kam bo pelal. Mene bo sicer najbolj všeč v tej celem prizoru to, kako Cersei pa Quiburn tam pesela iz njegovega lastnega laboratorija ven vržeta. Ja, kako ga je čist... spet ta CSI moment, ne. Čeprav že spet, laboratorij je močna beseda. No, ja. Za uno sobo. Iz te spalnice. Ja, z 4 zelišči in ogromnimi iglami. Bomo poskusili z baziliko. Pa Cersei uleti do Tivina, ne? Ja, Cersei se predvsem ustraši tega, nekaj pove, da bo morala iti domov na Livarsko skalo, ne, in tukaj zdaj pač 2 otroka je že izgubila in 3. noče, ne, spravi, en je umrl, eno se je poslal dol v Dornijo in zdaj Tomena pa res ne bi ga stran poslala, ne, oziroma ne bi šla stran od njega, ne, in izvleče tisto zadnjo karto, pač ne, Tivinu, lej, če ne, me pošleš stran, bom jaz razfukala družina, ne, bom povedala, kaj se je zgodilo in kako sta in Tivin je pa tle v tem mojstrskem zanikanju. Kaj se dogaja? Ampak misliš, da on res ni vedel ali se pač pa odela? Načrtno, mislim, da on to načrtno blokira. Itak pač se te govorice, da je pa verjetno tudi kaj posebno, ampak pač lej. V njegovi podobi družine, ki vlada in dinastije, ki bo se nadaljevala v nedogled, tega ni. Ne?
Ja, ampak je tako, odigran je res tako, da je, kot si rekel, v bistvu malo podzavestno on to. Ja. Ne zdaj, da on to nekako je slišal, ampak se pa malo vse plaže, ne. Ampak je tako, da je dejansko to bila slepa pega. Pač, ne. Čeprav do tega trenutka je pa on res ta dominanten fotor, ne, kar kolo ona reče, jo zabije nazaj. Tako, ne vem, ko gledam kjerkoli odnos fotora do enega otroka, se mi zdi, da je vedno tako pač, fotor je pameten, pa ona neki pa jo zabije, ne. Do tega trenutka, valjda. Ja, zagrozi. Je se klese v bistvu obrne, ne, realno gledano. Ja, ampak ona je pripravljena pač vse dati na kocko samo zato, da bo lahko ostala s svojim otrokom, ne. Ja, pa tam lepo reče, ne, da bi se v bistvu on pa Marjorie, ne, tepla za njega, dokler ne bi nič ostalo od njega, ne. Kar je tako dost hud line, če se mene vpraša. Saj se te ne. Ok, sorry. Da se te bo, Anže, povej, kaj je hud line, če se tebe vpraša? Če se mene vpraša, pol sta pa, zato so meni te scenarije od pižame kul. Kako da bojo poslušalci slišali, pol je tako ta scena označena za Cersei, Jaime, pomišljaj, tokrat je z velikimi niskami konsenzualno. Tle ni dvoma, da sta seksala, da sta oba hodila seksati. Jaz sem malo razočaran. Jaz sem mislil, da je v Jaime že odfukal. Priznam, upal sem. Upal sem po tistem prizoru, da ti se mi je zdel, kaj ena taka prelomna točka, ki bi lahko on jo še zadnjič in pa lej konc in... Tako, zdi se mi, da je res pa s tistim, ki so tako zrežirali, pač, da se ni videlo, da je tam tudi konsenzualno na koncu, da so malo tako je razpacali to zvezo med njima. Meni je tudi čudna ta scena, ja. Kaj tudi Jaime je tako ratval res nek tak good guy, pa Claire šel... Otroka je vrgul z stol pa dol, Juš. To folk pozab, no, veš. Otrok bo zdaj letel. Naredil mu je uslugo, če ga ne bi pahnil, bi zihar umrl na rdeči poroki in... To je res dobro, ja. Mislim, da je res usluga naredil, ne. Okay. Ni za kaj. Ja. Klej pa spet malo pade v to, ne. Da je spet srce in je tako, da je Jaime, je bilo res treba, dobro, no. Čeprav se vidi, da malo se jo bran, ne, neki malo jo zabijaš, predvsem s tistim, ne, kako prav, zakaj more Tyriona, ne. In polka ona tudi tista reče, prav, da če te bolezen ne, ni smrtonosna, a naš izrezal jo ven iz telesa. Ti si pa hud line, če se mene vprašam. Ampak se me ne tako, da bomo šli naprej. Pižama, kaj pa zate en hud line? A veš, kje je run? You will fly. Pol imamo pa kaj? Kje smo pol? Jaime pa Tyrion, ne? Kjer Jaime pride po Tyriona, to piše v scenariju, pa še lahko naprej povemo, ne? Da in ga pelje do enih vrat in mu reče, pojdi čez ta vrata, ne? Tam te čaka Varys, ne? Naš najljubši Baldman. In potem Tyrion pogleda na vrata in reče, morda pa še ne bom šel čez ta vrata, gre do svojega fotra in v fotrovi posteli leži ena ženska, ki sliši na ime Shay. In dejansko reče, Tywin, my lion. In pa je tako. Shit's about to go down. Prav slišiš, saj prestile vzad. Ja, tako prav, ja, lahko bi bil en hip-hop brutalen. V spodaj, ne. In pa se pa zgodi, meni najbolj kruta smrt v tej epizodi, which is saying something, ne. Ne to, da Hounda tam pustimo ležati, ne, potem se zgodi še zadeva na WC-ju, ampak tako, kot pa kle on še zadavi, ne, in zraven mal jokca, je pa kar creepy. No.
Pa že spet, veš kaj je to, ne? Mislim, vse ima tako, človek bi rekel, navijaš za njega, ker ima vsak vse možne razloge, da to naredi, ne? Sem zdaj tako, zdaj že Tyrion hladno krepa ljudi. Krepa. Kakšen Jokerjev izraz. Pač pobija folk, ne? Tako da, ne vem, meni je ta sekvenca že spet so dal temu Dinklage'u mal še mesa zaglodati. Ja, več ali manj, ja, ker je res tako. Se pa na koncu pravične. I'm sorry. S takim patetičnim. Ampak to pravičilo je naletelo na gluha ušesa. Aha, okay, ja. Pravičil sem se ti. Kaj je zdaj? No? Kaj je za mir? Dej nehi. Dej no, ne gled dol. No. Ja, oziroma gledati v prazno. Ne gledati v prazno, ne pogledaj, ne gledati v prazno. Potem gre pa Tyrion do WC-ja. In najde tam še Joffreyev samostrel s potoma. S potoma Joffreyev samostrel, to je res, ki je res hud. To pa avtomatski je, ne. Ker je res najhitreje naložljivi samostrel. Ne naloži ga itak, napenljivi. Napenljivi. Ja. In pride do WC-ja. Zato, ker je napenljivi samostrel, ne, in mora iti na WC. Aha, ok, kjer je šala. No, kaj se pa tam zgodi, pižamc, povej. Ja, tam pa ti vin malo tako prebledi za hipac in začne igrati na karto, kako se je. Pa se je očka, se je pa samo šalil, dragi sinko, ne, pa se te ne selmo fintat, no, pa ne bom te več. Se bo v redu, da bo šel malo na zidek, malo pogledati, kaj ta zga sinko, ne, in on se ne pusti sprovocirati in potem se začne še pogovarjati in da je nekaj o teh kurbah, pa to prav še enkrat je reč kurba šplonk. In, ja, pa ful dobro je narejen to, ki ga prebode, pač ki ga spuščico strela. Potem na hitro napne in ga še enkrat v slovo. Ja. In, pol pa gre do Varisa, ne? In ga Varis po DHL-u, ne? Pošlje, tako, ja. Ampak ni to naslov od enih glav na začetku? Ja, čarovnik po DHL-u je bil. Ja, nekaj tazga, ne, ki si unga dal. Eno šalo imaš za vse glave, bravo. A da je to genialen callback, Hvala. To si takrat rekel sam zato, da boš lahko čez leto in pol naredil. Ja, rekel je že spet rekel, ja. Samo res pismo. To je prve glave, ta star. Prve glave, naslov prve glave čarovnik po DHL-u. Wow. Boštjan že preledita prvih 5 delov 3. sezone in nadaljevanke Igre prestolov. Ok, se opravičujem za ta callback. Ampak ja, potem pa Varys v bistvu sliši zvonove. In se spomne, kako tisti zvonovi nekih omenja v drugi sezoni na koncu, kako so zvonovi zmeri za nekaj žalostnega ali za pogreb ali za poroko. Ja, klej za pogreb, tako rekel. Tudi on sede na ladjo in odide. Ampak ni pa to, da bi odprl na škatlo, pa da tega bozga Tyriona ven, ampak sedi zraven na škatle. To je moja škatla presenečenja. Ja, Tyrion polka bo tako, ki ga bo ven spustil, tako, a ti si tudi klep, ja, kje pa ti bil, ležal tam le. Na breži. Kabino sem imel. Ja, zakaj si bil v škatli? Ja, jaz sem imel kabino. Kaj pa veš, koliko si velik, nisem imel dosti majhne kabine, sorry. Proporcionalno sta imela enako velike kabine. Nizka. Nizka, Aha, to je zato, ker je to tudi primerjava s hobiti. Ja. Ne, to je zdaj škrati vozijo v enih sodih, a ni? Ja, to je ne 5 minut, ko ne hodijo, ampak se vozijo v sodih. Se vozijo, ja, v sodih. In ful streljajo ljudi. Ja, ampak tlele je mene nekaj, jaz moram reči, mene tlele pa je ta sprememba s knjig, mi pa ni bilo všeč. Točno vem, kaj boš rekel, povej. Povej pa, ali ti če veš. Ne. A me tako dobro poznaš, da dopolnjuješ moje? Ne poznam, ker se ne upam reči, če čisto smemo daro, ampak tako, bom pa presežen, da bom po prvi povedal, če sem isto mislil. Manjko debate o Tyrionovi prvi ženi. Mene je to namreč, no, imamo sam tam v prvi sezoni, tam je Tyrion omen, kako so se,
jo bil prisiljen, pač, da je morala pol, ker je oče zvedel, da je morala se pstiti vsem tistem vojakom njegovim in to, in kako je plačal potem tiste srebrnike in tle se konča tako, da se na koncu, ko se Jaime pa Tyrion poslovita, in in mu Jaime pove, da je bila, oziroma ne, zdaj točno kdo prej komu pove, ali Jaime, da je bila ona res plačana, ali Tyrion Jaimeu, da se je Cersei fokarla na okol, v glavnem sta oba in se pač drugmu zmečata stvari v glavo in se totalno pač prereže še zadnjo vest Tyrion, ker sploh ima svojo družino, ker se tudi ona dva med sabo počne in tudi tlele je potem na koncu ta zadnji stavek, pravzaprav, ko mu ga fotor, ko mu reče pač ne omenjaj kurb, pa to in pol se pogovarjate o njegovi prvi ženi, prav povej mi, kje je, in on reče prav ja, tam, kamor grejo kurbe, in to je tisto tako da se pač ne navezuje se ta kurba na Shay, ampak na Tyrionovo ženo, To je, in tle se mi zdi, da in to, kar je potem se tudi v knjigi izkaže, to ful motivacija, ta stavek za Tyrion, ampak sprav, kaj bodo tukaj naredili. Tle me zdaj pravzaprav zanima, kako bojo, pač, da je čist legitimna stvar, da bo, ampak manjka mi ta motivacija. Zdaj me zanima, mogoče me celo zato malo bolj zanima, kako bo potekala njegova pot in naprej in tudi njegov razvoj, njegovega lika brez te komponente noter. Ok, jaz sem tudi za Where the Horse Go, to sem tudi jaz. Tako da v bistvu sem, vidiš, lobite dopolno. Zdaj bomo pa rekli takole, če nočete biti spoiljeni za naprej z mogočimi spoilerji, idete za 2-3 minute naprej, ker bomo vprašali Juš, kaj si pa ti na koncu pogrešal? Ja, eno vrnitev, Kjero vrnitev? Ja, pa ne vem, koliko lahko povemo, jaz bi se, toliko mi je nehvaležen se o tem pogovarjati, Neko gospod kamnitega srca, Tako je. Ja, to smo, zdaj smo trem malo uničili stvari, Nekaj, kar ne vejo, sej nismo povedali, samo to povemo, gospa kamnitega srca, nič ne bomo več, ampak ja. Ampak jaz mislim, da mogoče jo bojo, niti jo nisem toliko, se mi zdi, da bi bila pravzaprav da bi s tistim Arinim odhodom čisto lepo zaključena sezona. Je bilo, tisto bi bilo mogoče še eno tako malo šokantno presenečenje. Mogoče pa bilo to pa veš na koncu od javne špice, sem Ben gledal do konca. Jaz mislim, da to za naslednjo sezono šparajo. Jaz sumim, da bojo mogoče to celo dali v trailer, in bojo s tem malo privabili gledalce, ker ni moja najljubša izbira. Meni bi bilo bož, da bi bilo to na koncu. Bi rekel, fuck, kva pa je zdaj to. Ampak bo verjetno bolj vaba za gledalce, kot je drugega. Ja. Pa še tako je, veš, končno bojo ljudje lahko rekli Martinu, čisto si pa res tudi ne grejo stran. Mogoče pa čez 2 sezone še koga nazaj pripeleš. Mojega najljubšega, tako, ker na koncu knjige v isto Tivinu ti pa reče, jaz te ne pogrešal. What's up? Kaj bomo pa za naprej, dajmo pogledati za nazaj, preden gledamo za naprej. Vsem, jaz bom rekel, meni je bila všeč sezona, meni je bila všeč. Ni mogoče, pismo, da tam druga, tretja, da sta imela mogoče kakšnih več teh nekih konsistentnih momentov, ampak tudi to zdaj se nazaj spominjam, ampak bilo je v redu, bi še gledal. Juš? Ja, fajn sezona je bila, veliko zgodbe, ful enih stvari se dogaja, malo manj jošk, kot v prejšnjih sezonah, pa verjetno približno podoben ljudi umrl, oziroma kar umirajo še naprej. Fajn, mogoče mi je bil začetek sezone pa bolj všeč kot konc. Jaz pa tako, meni pa ta pač ni imela tako red weddinga in podobnih stvari, ampak se mi pa zdi, da je pa tako, veš, ko bi rekel, to se zmeram nehvaležen slišim, ampak tako veš, poprečje se mi zdi, da je bil višji. Polno malih klimaksov. Ja, vsak del je imel neki, ni bilo enega res
boom, tako, ki je bil, a ne, Red Wedding, veš, ki je res postavil dokaj nerealne standarde, v bistvu, ne. Ja. Ampak kle je bilo pa res tako, non-stop je bilo neki, no. In se mi zdi, da ne vem, jaz v bistvu skoraj bolj upam, da se bojo tega držali, tega recepta, da v bistvu bojo te klimakse tako lepo razporedili, tako kot so jih zdaj, pa da bojo okoli tega epizode grajene, ne, kakor, a veš, ko, da bojo v bistvu enega pač res, sam enega res pripravljali celo sezono. No, tako, ja, glede na to, če primerjaš s knjigam, ne, kako pač tudi nimaš nekih naslednjih, nekih takih velikih tako dogodkov še v tem, kar je spisan, kot bi rekel, da bi primerjal z neko rdečo poroko, bo verjetno tako, ne, da bomo skozi sezono sprot te mini vrhunce različnih zgodovnih tokov. Ne. Ja, ampak ful dobro so razporedili. No. A veš, tudi tako čist vrstni, mislim, vsak del je bilo res neki. Tako, ni bilo, a veš, ko smo se, ne vem, tudi ko smo se v glavah to že parkrat pogovarjali, veš, tudi prejšnjo sezono smo imeli par delov, ki so bili res taki, tako, zdaj pa peljemo zgodbo naprej, a ne, lej, pač ta je šel sem. Tega je bilo manj, no. A veš, oziroma je bilo, ampak je bil vsak del je imel, en hook je imel tako, ki je res sam zase stav, ne. In zaradi tega je bila meni ta mogoče, nam rekel najbolj všeč, no, ampak tako, ali pa mogoče res v povprečju, ali pa a ne, tako, na vse dele gledan, mogoče res še najbolj všeč. No. Ker je pač res vsakeč je bilo neki. No. Veš, prej si bil sam navdušen, o moj bog, Game of Thrones snemajo, poglej, to je pa ta del, ko so pač se je toliko zgodba naprej premaknila, klebova res tako vsak del je bil en ta mini klimaks. Upam, da od tega še več naprej. No. Saj tako upam, da bojo za zdaj zastavili. Ja, in ko bojo šli naprej, bojo šli v Dornijo. Dornija bo, ne? To je potrjeno, pač se vidi po castingih teh po Španijo, ne bi si ogledovali, ne, je že potrjeno, ampak ne bi si ogledovali Španijo, da bi tam snemali, ne. Mislim pa, da Anže nam bo mogel še zaupiti. Ba je, da ne. Ba je, da to sezono še ne bo teh udeladje tvoje. Ja. Jaz toliko veliko upov polagam v CGI takrat, ne, da bojo res naredili. To je bil žalostni Anže. Ja, naprej se tem zmeša sound efekti. A imamo še kaj? Pejte, v linkih bo, jaz še nisem pogledal, sem sam videl, Martin je bil pri Johnu Oliveru v nekem zelo dober cameo. To pa bil je na Funny or Die v Game of Thrones, kjer je zelo tudi tak... v Game of Thrones? Game of Thrones je bil genialen, ne bom prav, če še nisi gledal, poglejte to. Okay, a boš ti poiskal, že te 10. del in link in to je zelo meta je tisti. Ja, Game of Thrones smo že omenjali in to morate gledati, to je res. Yeah. Tako da, to so bile 34 glave, ne? Nekaj tasga. Res je. Ja, naslednjič smo že zmenili, to lahko povemo, se bomo pa skupaj z Juretom Godlerjem in Doznažetem se bomo poklonili nedavno preminulemu velikanu britanske alternativne komedije Riku Majelu, tako da bomo preklinjali predel politično nekorektni, volili bomo torice, vse bomo počeli. Ja. Tako da, Juž, kje se pa tebe najde na internetu? Na Facebooku. Ja, najbolj povezano z Aparatusom, seveda na našem podcastu Iglu Impro, pač na aparatus.si, kjer se jaz in moja dva kolega iz improvizacijskega gledališča Ljubljana Iglu, Vid pa Peter, pogovarjamo predvsem o improvizaciji. Čeprav zdaj za naslednjo sezono bo mogoče tudi mečkan sprememba formata. Še vedno bo impro, ampak mogoče ne bomo toliko šli v podrobnosti samo za improvizatorje, ampak bomo mečkan razširili. Tako da se bomo igrali z improvizacijo, ampak mogoče na neke take teme, ki jih bodo tudi ljudje, ki se s tem ukvarjajo, razumeli. Tudi tisti, ki ne vejo, zakaj je smešen, da se nekdo poserijo v nabiralni. Ja, pa Iglu Impro ste tudi na Twitterju, ste, ne? Tudi, ja. Ja, kva Afna Iglu Impro, ne? Ali nekaj tasga. Ali teater, kva ste že? Mislim, da je Afna Iglu Theater. Ja, mednarodno ime, ja. Ja, če imajo turneje po Evropi. Dejte pol vzeti sabo, ko še en hud slovenski podcaster je v angleščini, ga že Atomic Hacks.
Okay, v glavnem, pižama, ki se v tebe najde na internetu. Afna Atomic X, delam zdaj v angliščini. Afna pizama, pa pizama.net. Okay, pa Atomic XX je, ampak okay. 2X, mene, zelo poreden, ampak ne tako poreden, da bi imel 3X. Ja. Jaz sem na Twitterju Afna, feedbacka smo vedno veseli, tako da nam tam tešte. Imamo tudi tale mail, glave afnaaparatus.si. Pa cool ste bili vsi oni, ki ste že prišli po majčke, jaz zdaj tako cel teden so mi ljudje hodili majce iskati, tako da živijo vsem, ki ste vleteli. Aparatus.si/podpri, to vas tudi, če prosim, darujte, da bo Anže si lahko kupil kakšno drugo foro kot DHL. Ja, jutr kable naročam, sem jih mislil že danes, pa je zdaj tako pozno, da jih bom jutr, tako da upam, da bo mešalka pa delala normalno. Naroča kable, Okay. To je to, do naslednjič, rečete adijo, ne? Adijo. Adijo. Adijo, ne?